Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi ljubitelji kulture. Lepo pozdravljeni na medobčinski proslavi Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj ob slovenskem kulturnem prazniku. Poseben pozdrav velja letošnjim prejemnikom priznanj, pa tudi vsem dosedanjim dobitnikom priznanj Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Prijeten večer pa želim tudi predstavnikom družbeno-političnega življenja omenjenih 3 občin. Med nami pozdravljam županjo občine gostiteljice, gospo Tamaro Šnofl. Podžupanjo občine Šentilj, gospo Lidijo Šarič. In ostale predstavnike občinskih uprav omenjenih občin. Slovenska himna je zazvenela v izvedbi domačinov, kungoške pleh muzike, ki bo skupaj z ženskim pevskim zborom Una Korda kulturnega društva Jože Kerenčič z Zgornja Kungota soustvarjala današnji kulturni program. Zveza kulturnih društev v naših 3 občinah že vrsto let deluje v tesni povezanosti z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Skupaj ustvarjamo podporno okolje za ohranjanje in razvoj kulturne ustvarjalnosti ter ljubiteljske kulture. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez odlične podpore lokalne skupnosti. Zato mi dovolite, da na oder povabim Sabrino Hudales, vodjo območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Pesnica in Zdravka Edra, predsednika sveta območne izpostave, da predstavnikom naših 3 občin podelita srebrnike Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki jih Javni sklad podeljuje ob svoji 25. obletnici delovanja kot zahvalo občinam za neprecenljiv prispevek k razvoju in uveljavljanju ljubiteljske kulturne dejavnosti v lokalnem in širšem slovenskem prostoru. Župan občine Pesnica se je opravičil, zato prosim gospo županjo in gospo podžupanjo, da se mi pridružita na odru. Najlepša hvala vsem. Sedaj pa prosim županjo občine gostiteljice Tamaro Šnofl, da nam nameni nekaj pozdravnih besed. Spoštovani gostje, spoštovani nagrajenci, spoštovani nastopajoči, kungoška pleh muzika, spoštovani člani Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj, dobrodošli v naši občini, dobrodošli v Svečini, dobrodošli v občini Kungota. Veseli me, da tokrat gosti prav naša občina ta vaš dogodek. Veseli me, da imamo tudi tokrat med prejemniki nagrad zelo prizadevne posameznike z našega lokalnega okolja, torej tudi z naše občine. In prepričana sem, da bo to dobro sodelovanje med občino Kungota, Pesnica in Šentilj ter vašo ustanovo trajalo še naprej. Prepričana sem, da vsi 3 župani imamo posluh za kulturo, da se zavedamo, da je kultura izjemno pomembna v lokalnem prostoru in ne nazadnje, če ni kulture, ni tudi kulturnih ljudi. In vsaka občina se po svojih najboljših močeh nedvomno trudi, tako na področju investicij kot na področju programskih vsebin, da lahko sofinanciramo, kolikor seveda zmoremo. Prepričana pa sem, da je prav, da se na takšnih dogodkih, ko je današnji, spomnimo, da kultura, kot sem že povedala, je pomembna in da predvsem, da to prenesemo tudi na naše najmlajše generacije. Želim vam prijeten večer in vse dobro. Hvala. Najlepša hvala, gospa županja. Kungoška pleh muzika deluje že od leta 2015
in je v lanskem letu obeležila svojo 10. obletnico obstoja. Ustanovljena je bila na pobudo prijateljev, ki so želeli ohraniti slovensko godbeniško tradicijo. Danes orkester šteje več kot 30 članov različnih generacij predanih glasbi in njeni kakovosti pod vodstvom kapelnika Saša Najgliča. Že nekaj let zapored v času Velike noči pripravijo velik samostojni koncert. Njihovi nastopi so znani po energiji, pristnosti in zavzetosti. Imajo pa tudi čisto svojo občinsko himno, katere avtor je prav letošnji dobitnik priznanja. Redno igrajo na dogodkih doma, drugod po Sloveniji, pa tudi tujini. Slišali bomo 2 skladbi, Pozdravljena Slovenija in Planinska koračnica.
Vztrajnost, odgovornost, zavzetost in predanost je le nekaj plemenitih lastnosti kulturnikov. Na oder vabim predsednico Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj, gospo Franjo Senčič, da z nami deli svoje razmišljanje. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje. 6. februar je že desetletja v Zvezi kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj dan, ko želimo poudariti izjemen pomen delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin v okolju, kjer živimo. Predvsem pa priložnost, da se zahvalimo kulturnikom, mentorjem in ustvarjalcem za nikoli izmerjen trud, ter lokalnim skupnostim in donatorjem za materialno podporo. Saj je povsem jasno, da ljubiteljska kulturno-umetniška dejavnost ne more obstajati zgolj ob entuziazmu, prostovoljstvu in lastni želji. Nikakor pa se ne more razvijati ter stremeti k višji kakovosti. Kultura sama po svoji definiciji združuje tako snovne stvaritve človeštva kot duhovne, kamor sodijo jezik, običaji, umetnost, predvsem pa vrednote. In v ljubiteljski kulturi se le to goji in ohranja od nekdaj. V slovenskem prostoru pa so prav ljubiteljski kulturniki s svojimi združenji odigrali zelo pomembno vlogo tudi v prelomnih trenutkih naše zgodovine in gradili temelje naše državnosti. Prav tako je mreža društev bila temelj današnjih profesionalnih kulturnih institucij in knjižnične mreže. Še danes pa so ljubiteljska kulturna društva pogosto most do profesionalne kulture. So organizacije, ki ob šolah skrbijo za kulturno vzgojo in vzgojo občinstva, kujejo morebitne bodoče profesionalce ter omogočajo prostor ustvarjanja, socialne vključenosti, povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja ter so družbeni kapital, ki povečuje kakovost življenja v celotni skupnosti. Pogosto se dogaja, da imajo ljubiteljski kulturniki ob profesionalnih ustvarjalcih tremo ter občutek manjvrednosti. Toda prav dediščina kulturno-umetniških društev nas uči, da se ljubiteljska in profesionalna kultura ne smeta izključevati, ampak dopolnjevati. Ob snovanju najrazličnejših oblik umetniških stvaritev in poustvaritev, od petja, instrumentalne glasbe, godbeništva, plesa, likovnih del, fotografije in filma, ročnih ustvarjalnosti do gledališča ter besedne umetnosti, je vsem članom kulturnih društev skupna vztrajnost, požrtvovalnost, solidarnost in predanost. In društva svojim krajem in vasem ne nudijo le kulturnih dogodkov, temveč družbi z vzgledom vcepljajo vrednote, za katere se bojimo, da so v zatonu. Kulturniki svojo miselnostjo v okolju, kjer živijo in delajo, ustvarjajo premike. Saj ste gotovo že kdaj slišali tista vprašanja: pa kaj se tebi da? Se ti to sploh splača? Takrat se spomnite, da ste vi eden izmed tistih, ki so v preteklosti oblikovali sedanjost, ter ta, ki sedaj dela za prihodnost. Dejstvo je, da način sodobnega življenja v veliki meri kroji starostno strukturo članov društev. A naj bo to priložnost, da se učimo od starejših, da se bodo čez nekaj let mladi učili od nas. Toda kulturno-umetniška dejavnost je še kako razvita v vrtcih in šolah. Kar nekaj vztrajnih mladih ustvarjalcev pa je aktivnih tudi v KUD-ih in prevzemajo vse pomembnejše naloge. Ustvarjalnost v najzgodnejšem obdobju pa ni le še en učni predmet ali dodatek v vzgoji, temveč njen temelj. Je neprecenljiva priložnost, da otrok z odprtimi očmi opazuje svet in svoje doživljanje izrazi ter ob tem začuti veselje in moč estetike. Zato je še kako pomembno, da je v našem šolskem sistemu zakonsko omogočen razvoj umetniških predmetov in interesnih dejavnosti.
izobraževalne ustanove, profesionalna kultura ter ljubiteljski kulturniki pa smo skupaj tisti, ki ob družabno-zabavnih dogodkih občinstvu nudimo tudi prireditve, katerih vrednost se ne meri vedno v številu obiskovalcev in v jakosti decibelov, temveč v globini doživetja. Naj zaključim z verzom Srečka Kosovela. Naš spev je strasten, naša moč je živa in kaos ognja v srcu nam gori. Življenjska strast neukrotljiva, neugasljiva, ki hoče, da se v sebi izstrasti. Želim vam prijeten večer. Vsem dobitnikom priznanj pa iskrene čestitke ter velik hvala. Najlepša hvala predsednici. Danes smo tukaj, da zaslužnim kulturnikom podelimo priznanja za njihovo požrtvovalno delo v ljubiteljski kulturi. Na oder vabim županjo Tamaro Šnofl, da predsednici zveze pomaga podeliti priznanja zveze za enkratni dosežek. Priznanje zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj za enkratni dosežek v letu 2025 za nastop na državni ravni preglednih srečanj Javnega sklada za kulturne dejavnosti prejme gledališka skupina Sončece, Osnovne šole Kungota, podružnice Svečina in KUD Jože Stupnik Svečina s predstavo Kam pa kam rdeči kapici. Gledališka skupina Sončece iz podružnične šole Svečina, Osnovne šole Kungota in kulturno-umetniško društvo Jože Stupnik Svečina se je prvič predstavila s predstavo Kam pa kam rdeči kapici v priredbi Marka Radmiloviča konec marca lani na območnem srečanju otroških gledaliških skupin v Pesnici. Otroci so pod mentorskim vodstvom Marije Radmilovič in Bernarde Šlehta navdušili strokovno spremljevalko srečanja in se uvrstili ter nastopili na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin v Selnici ob Dravi. Tudi državna strokovna spremljevalka je bila s predstavo tako zadovoljna, da jo je uvrstila na državno srečanje. Tako so otroci s predstavo Kam pa kam rdeči kapici nastopili na srečanju lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije 4. junija 2025 v Domu kulture Kamnik, kjer so prejeli zlato plaketo državnega srečanja. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke gledališka skupina Sončece s predstavo Kam pa kam rdeči kapici in mentoricama Mariji Radmilovič ter Bernardi Šlehta. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj za sodelovanje in izjemne mednarodne dosežke prejme mažoretna in twirling skupina občine Pesnica kulturno-umetniškega društva Pernica. Mažoretna in twirling skupina občine Pesnica, ki deluje v okviru kulturno-umetniškega društva Pernica, že vrsto let navdušuje z energijo,
ustvarjalnostjo in predanostjo. Lansko leto je bilo za skupino še posebej uspešno, saj jim je koreografija Mamma Mia prinesla izjemen mednarodni uspeh. Na Evropskem prvenstvu je skupina osvojila 2. mesto, na svetovnem prvenstvu mažoret v Torinu 2. avgusta pa 6. mesto. Ti dosežki so odraz dolgoletnega strokovnega dela, trdega treninga in predanosti mentorjev ter članic, obenem pa pomembno prispevajo k prepoznavnosti občine doma in v tujini. Če trenerka reče, še enkrat in gremo domov, bo vsaj še 3-krat. Enkrat z več energije, enkrat še več nasmeha in enkrat brez palic. Še enkrat je vedno več kot enkrat. Uspeh mladih mažoretk dokazuje, da trdo delo, disciplina in timsko sodelovanje prinašajo vrhunske rezultate, hkrati pa mladim članicam daje navdih in samozavest za prihodnje izzive. S tem skupina ne le ustvarja umetniške dosežke, ampak tudi krepi kulturo, povezanost in ugled naše skupnosti. Iskrene čestitke, mažoretna in twirling skupina občine Pesnica. Una korda ali ena struna z velikim glasbenim srcem, kot lahko preberemo v njihovem opisu, je ženski pevski zbor, ki je svoje delovanje pod okriljem kulturnega društva Jože Kerenčič Zgornja Kungota začel leta 2023 sprva kot vokalna skupina. S ponosom negujejo ljubezen do petja, ustvarjalnosti in pristnega zborovskega prijateljstva. Z delom in predanostjo, dobro organizacijo in strokovnim vodenjem so izvedli več gostovanj ter samostojnih koncertov z gosti. Sodelujejo pa tudi na območni reviji odraslih pevskih zborov. Posebej ponosni so na svoj pretekli scensko-vokalno-instrumentalni projekt Misa Concordie, ki je delo njihovega zborovodje Kevina Bezjaka. Z veseljem se odzovejo povabilom na nastope, na raznih dogodkih v domačem kraju in širše. Še posebej ponosni pa so, da lahko svoje delo predstavijo tudi na današnji medobčinski proslavi. Danes bomo slišali 4 pesmi. V prvem delu Spominčice in Ne čakaj na maj, v drugem pa Zlati prah v očeh in Drevo. Izvolite, Una korda.
Sledi podelitev priznanja Vztrajni mladi ustvarjalec, s katerim želi zveza nagraditi mlade oblikovalce kulturnega utripa ter jih hkrati spodbuditi za naprej. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj Vztrajni mladi ustvarjalec prejme Sergeja Pauman. Sergeja Pauman je dolgoletna in izjemno predana članica mažoretne in twirling skupnosti, ki svojim vztrajnim delom, zgledom in predanostjo pomembno prispeva k razvoju in kakovostni dejavnosti tako na lokalnem kot tudi širšem nivoju. S treningi mažoret in twirlinga je začela že leta 2010 in tej strasti ostaja zvesta še danes. V več kot 10-letni tekmovalni poti je dosegla vrhunske rezultate na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. Med njenimi dosežki so večkratni naslovi državne prvakinje, uvrstitve na evropska prvenstva in nastopi na svetovnih tekmovanjih, kjer je uspešno zastopala svoj klub, občino in Slovenijo. Ti rezultati odražajo njeno visoko tehnično znanje, vztrajnost in stalno prizadevanje k napredovanju. Poleg tekmovalnih dosežkov se Sergeja že vrsto let aktivno vključuje v mentorsko in pedagoško delo. Z veseljem predaja svoje znanje in s tem pomaga pri vzgoji mlajših generacij mažoretk. Pri svojem delu izkazuje odgovornost, potrpežljivost in občutek za delo z mladimi in je vedno pripravljena kolegom priskočiti na pomoč, kadar je to potrebno. Mlajšim članicam predstavlja zgled, saj jih spodbuja k vztrajnosti, disciplini in pozitivnemu odnosu do športa ter skupine. Sergeja s svojo prisotnostjo pozitivno vpliva tudi na vzdušje v skupini. Je povezovalna članica, ki krepi pripadnost in timski duh, hkrati pa vztrajno zavzema dodatne odgovornosti in aktivno sodeluje pri razvoju dejavnosti. Je tudi članica strokovnega odbora mažoretne in twirling zveze Slovenije. Na podlagi dolgoletnega aktivnega delovanja, izjemne tekmovalne poti, predanega mentorsko-vzgojnega dela ter vsestranskega prispevka k razvoju mažoretne in twirling dejavnosti, se Sergeji podeli priznanje Vztrajni mladi ustvarjalec. Iskrene čestitke, Sergeja Pauman. Na oder znova vabim kungoško pleh muziko. Tokrat bomo slišali Pozdrav spodnji Kungoti in Slovenci.
Nekateri ljudje v letih odraščanja najdejo sebe v ustvarjalnem izražanju. Kultura kot vrednota postane del njih in oni postanejo del kulturnega življenja kraja in časa. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj značko za leto 2025 prejme gospa Ana Černko. Ana Černko že več kot 3 desetletja predano in srčno deluje na področju ljubiteljske kulture ter s svojim znanjem in predanostjo pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine in bogatitvi kulturnega življenja v lokalnem okolju. S kulturno potjo je začela že v mladosti, ko je kot mladinka sodelovala v recitatorskem krožku pod mentorstvom Marije Radmilovič, kjer je razvila ljubezen do lepe besede in nastopanja. Leta 1972 se je vključila v mešani pevski zbor Kuda Svečina, v katerem je aktivno prepevala 10 let in s tem pomembno soustvarjala zborovsko dejavnost društva. Zaradi posebne naklonjenosti do ljudskega izročila se je leta 2001 pridružila skupini pevcev in godcev ljudskih pesmi pod mentorstvom Slavice Krstič. V tej skupini je bila več kot 20 let nepogrešljiva sodelavka in desna roka vodje. Aktivno je sodelovala pri organizaciji številnih nastopov, vestno arhivirala ljudske pesmi in običaje ter jih zapisovala, s čimer je pomembno prispevala k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine. Njena organizacijska vloga je bila ključna pri izvedbi številnih nastopov in predstavitev skupine. Poleg delovanja v ljubiteljski kulturi že več kot 40 let neprekinjeno poje v cerkvenem pevskem zboru, kjer svojo zvestobo, glasbenim znanjem in predanostjo pomembno prispeva k kulturnemu utripu skupnosti. Podelitev priznanja na področju kulture je zasluženo priznanje njenemu življenjskemu prispevku ter hkrati spodbuda, da se jo ponovno povabi in pritegne k aktivnemu sodelovanju v kulturnem udejstvovanju. Iskrene čestitke, gospa Ana Černko. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj značko za leto 2025 prejme gospod Rudi Matjašič. Rudi Matjašič, magister poslovnih ved, že od mladih let svojo izjemno predanostjo, ustvarjalnostjo in vztrajnim delovanjem pomembno sooblikuje in bogati kulturno življenje v občini Kungota ter širšem prostoru. V njegovi družini je bila glasba samoumevna stalnica. Tudi obe mlajši sestri in brat so že od malega zapisani glasbi, ki so jo prenesli tudi na svoje potomce. Rudijeva glasbena pot se je tako začela že v osnovnošolskih letih, ko je aktivno stopil v svet kulture, kar je postavilo trdne temelje njegovemu dolgoletnemu in vsestranskemu ustvarjanju. Poleg igranja harmonike ves čas ostaja zvest vrednotam ohranjanja kulturne dediščine ter skrbi za njen obstoj in razvoj. Kot soustanovitelj narodno-zabavnega ansambla Kogras je ustvaril številne skladbe, besedila in aranžmaje, s katerimi je zaznamoval glasbeno dogajanje doma in v tujini. Njegovo ustvarjalno delo je prepoznano tudi skozi sodelovanje z uglednimi založniškimi hišami v tujini, njegovo glasbeno sodelovanje pa presega evropske meje in sega tudi v Ameriko in Avstralijo.
Kot voditelj, gostitelj, moderator in oblikovalec logotipov je aktivno prispeval k prepoznavnosti lokalnih društev in skupin, tudi literarno ustvarjanje mu ni tuje. Pomemben del njegovega ljubiteljskega delovanja predstavlja tudi organizacija številnih kulturnih in dobrodelnih prireditev ter protokolarnih dogodkov na občinskem in medobčinskem nivoju. Njegovo delovanje je vselej prežeto z izrazitim humanitarnim čutom. S posebno vizijo in odgovornostjo je soustvaril kulturno-umetniško društvo Kunguška plehmuzika ter bil izvoljen za predsednika in zakonitega zastopnika društva. Kot državni svetnik in član Komisije za kulturo je vztrajno opozarjal na pomen kulture ter zagovarjal interese lokalnega prostora tudi na državni ravni. Sodelovanje v številnih mednarodnih kulturnih in humanitarnih projektih dodatno potrjuje njegovo odprtost, povezovalnost in prizadevanje za širjenje kulturnih vrednot preko meja. Njegovo delo predstavlja trajen prispevek k razvoju kulture, skupnosti in medsebojnega razumevanja. Iskrene čestitke, gospod Rudi Matjašič. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj značko za leto 2025 prejme gospod Ivo Senekovič. Ivo Senekovič je že zelo dolgo predan zborovski glasbi, saj je eden prvih pevcev, ki so ustanovili cerkveni pevski zbor v župniji svetega Jakoba, ki letos obeležuje 50-letnico neprekinjenega delovanja. Pevci so kmalu repertoar pesmi razširili tudi na posvetne pesmi in pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Jakob prepevajo na kulturnih dogodkih v domačem kraju in drugod, ter se redno udeležujejo preglednih srečanj, pevskih zborov in malih pevskih skupin. Ivo je v zboru pričel prepevati ob svojem očetu. Veselje do glasbe in spoštljiv ter globok odnos do kulture pa je predal svojima otrokoma, saj danes v zboru ob njem stojita sin ter hči. 25 let je pel tudi v moški komorni skupini Zvon ter bil dejavno vključen v aktivnosti skupine. Ob mnogih nastopih v domačem okolju so bila znana srečanja pevskih skupin iz vse Slovenije, ki so v svojem imenu nosile besedo zvon, zvonarijade. In dve sta se odvili tudi v Jakobskem dolu. Zasluge za izvedbo le-teh ima tudi Ivo Senekovič. Kot dolgoletni predsednik krajevne skupnosti Jakob je bil zmeraj odprt za živo kulturno delovanje v domačem kraju in veliko pripomogel k temu, da se je leta 1992 pričel s postavitvijo klopoca in proslavo obeleževati župnijski in krajevni praznik Jakobova nedelja, ki je še danes osrednja prireditev v kraju. In tudi kot krajevni in občinski svetnik je svoje naloge opravljal z mislijo na ohranjanje slovenske kulturne dediščine. Ivo je nepogrešljiv član Kulturno-umetniškega društva Jakob, saj ob predanem petju prevzema tudi druge naloge v zboru in društvu. Sodeluje pri organizaciji vaj in dogodkov, pomaga pri tehničnih zadevah ter z donacijami pomaga društvu po svojih najboljših močeh. Zmeraj je pripravljen priskočiti na pomoč, je glas razuma in zagovornik kulture v najširšem pomenu besede, ki ga tako trdno povezuje z domačo vasjo. Iskrene čestitke, gospod Ivo Senekovič. Pri
Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj značko za leto 2025 prejme gospa Marija Selinšek. Mariji Selinšek je kulturno udejstvovanje v vsej pestrosti bilo zmeraj blizu, toda vse do 3. življenjskega obdobja ni našla pravega časa, da bi tudi sama vstopila v vrste ljubiteljskih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Toda ko se je upokojila, je na pobudo prijateljice pričela prepevati v cerkvenem pevskem zboru o župniji svetega Ilija v Šentilju, v društvu upokojencev Ceršak pa je postala gonilna sila sekcije ljudskih pevk. Svojo prijazno naravo in pristnim navdušenjem za ohranjanje slovenske ljudske pesmi je k prepevanju spodbudila kar nekaj pevk, ki pod njenim vodstvom letos obeležujejo 20-letnico delovanja. Pred 10 leti so izdale jubilejno zgoščenko, leta 2011 nastopile v Ljubljani v Cankarjevem domu na festivalu za 3. življenjsko obdobje, se predstavile na Radiu Slovenske Gorice, slovenskimi ljudskimi pesmimi pa nastopajo tudi na krajevnih prireditvah v domači občini in sosednjih krajih ter obiskujejo domove za starostnike ter šole. Redno pa se na pobudo Marije Selinšek udeležujejo tudi preglednih srečanj poustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Mariji Selinšek pa je blizu tudi literarjenje, saj izpod njenega peresa izšlo že tudi nekaj priložnostnih pesmi. Od leta 2009 je Marija Selinšek še blagajničarka Društva upokojencev Ceršak ter Društva Antona Ravšlja Šentilj, ki z veseljem priskoči na pomoč tudi pri organizaciji kulturnih dogodkov. Vrsto let je tudi članica odborov Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Marija Selinšek je dokazala, da iskrica ustvarjanja lahko zagori v vsakem življenjskem obdobju in da vztrajnost ter veselje do ustvarjanja rodita mnogotere sadove. Iskrene čestitke, gospa Marija Selinšek. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj značko za leto 2025 prejme gospod Leopold Methans. Gospod Leopold se je že od nekdaj ob redni zaposlitvi ljubiteljsko ukvarjal z oblikovanjem gline, mavca in lesa. Nastali so prvi lesorezi, replike kipov ter manjkajoči elementi pri obnovah sakralnih objektov. Sčasoma je pogosteje posegal tudi po kamnu, kar je preoblikovalo njegovo poklicno pot. Že več kot 20 let namreč vodi lastno kamnoseško podjetje, v katerem ustvarjajo edinstvene kamnite izdelke. Ves čas je ljubiteljsko zbiral in dokumentiral kulturno dediščino Slovenskih Goric. Nastale so bogate zbirke posodja, orodij, pohištva, starih fotografij in literature, ki pričajo o iznajdljivosti in bogatem kulturnem življenju naših prednikov. Leta 2005 je na Zgornjem Dražnem vrhu pričel s prenovo skoraj 200 let stare hiše, ki jo je v celoti posvetil kulturi in kulturni dediščini. Danes hiša, ki vse bolj pridobiva status kulturno-turističnega centra, gosti številne likovne delavnice, razstave in literarna srečanja, na katerih so sodelovali priznani slovenski in tuji literati ter likovni umetniki. Že od leta 2014 so Leopoldova kiparska dela
redno izbrana za sodelovanje na državnih tematskih razstavah Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Njegovi izjemni dosežki so mu prinesli številna priznanja Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Po desetletjih ustvarjanja gospod Leopold še vedno ustvarja z navdihom trenutka. Njegovo delo spodbujajo dogodki, ki v njem prebudijo paleto čustev. Vsaka njegova umetnina nosi svojo zgodbo, ki jo z veseljem tudi pripoveduje. Njegove javne skulpture bogatijo mesta Lenart, Voličino, Jurovski dol, Šentilj, Zgornjo Veljko in še mnoga druga. Leopoldova dela dokazujejo, kako umetnost kljubuje času ter razkrivajo širino in razsežnost umetnikovih idej. Leopold je izjemen umetnik, zbiratelj, pripovedovalec in ohranjevalec kulturne dediščine in kipar, ki ustvarja umetnine, s katerimi piše zgodbe in zgodovino. Budi človeško domišljijo ter se postavlja ob bok največjim mojstrom. Iskrene čestitke, gospod Leopold Medhans. Iskrene čestitke vsem. Dober večer. S kulturo živim od mladih nog, z glasbo in srcem. Kar so nam zapustili naši starši, dedki, babice, ni samoumevno. To niso stvari, temveč vrednote, ki jih živimo in jih predajamo naprej. Kultura ni nekaj, kar je bilo, temveč nekaj, kar se je zgodilo med nami danes. In če tega mladi ne začutijo oziroma ne spoštujejo dovolj, nosimo del odgovornosti tudi mi. Zato otrokom ne dajmo krila, temveč tudi korenine, da bodo vedeli, kdo so, od kod so prišli in nadaljevali dediščino prednikov, poslanstvo, ki ga nosimo mi. Veste, kultura ni to, kar pustimo za seboj, temveč to, kar ostane v ljudeh, ko nas več ne bo. Dovolite, da se iskreno zahvalim v imenu vseh dobitnikov. Moram priznati, da smo zelo ponosni na to in obenem hvala tudi vsem, ki ste nas nominirali in nam stojite ob strani. Hvala lepa.
Peščica ljudi v kulturni dejavnosti s svojo zagnanostjo, z idejami, s karizmo, s trudom in požrtvovalnostjo pusti neizbrisen pečat, postavi temelje in je vzor in zgled. Ti so dobitniki zlate plakete zveze. Zlato plaketo zveze kulturnih društev, občin Kungota, Pesnica in Šentilj za življenjsko delo posthumno prejme gospod Tone Neuwirth. Tone Neuwirth je bil izjemen glasbenik, skladatelj, aranžer in učitelj, ki je vse življenje posvetil glasbi. Že kot 10-letnik je začel ustvarjati v očetovi in mladinski godbi. Igral je trobento, pozavno in bariton. Glasbeno izobrazbo je sprva pridobil doma, kasneje pa uspešno končal srednjo glasbeno šolo. Velik vpliv na njegovo glasbeno pot je imel oče Vinko. Med vojaščino v Banja Luki je 3 leta služil kot pozavnist v vojaški godbi, kar je kasneje vplivalo na njegovo pedagoško delo. Bil je strog, a ljubeč učitelj, ki je vzgojil številne mlade glasbenike in za njih pisal skladbe vseh težavnostnih stopenj. 13 let je vodil gasilsko godbo Maribor, gostoval po Švici, Avstriji in Nemčiji, leta 1969 pa se zaposlil kot pozavnist v opernem orkestru SNG Maribor, kjer je igral do upokojitve. Bil je član številnih ansamblov, med drugim Vitek, Viničarji, Klan, Spomin in Pik, za katere je tudi skladal in prirejal. Od leta 1982 do 1987 je vodil pihalni orkester Paloma Ceršak, leta 1987 pa ustanovil malo pihalno godbo Neuwirthovi Štajerci v Pesnici pri Mariboru, ki jo je uspešno vodil do leta 2002. Njegovo delo tudi v lokalnem okolju ni ostalo neopaženo. Je prejemnik naziva častni občan občine Pesnica. Skoraj ni bilo dogodka, na katerem ne bi igral, od veselic in porok do občinskih proslav in cerkvenih obredov. Njegove godbe in orkestri so nanizali tisoče nastopov, ob tem pa so nastajale številne anekdote. Izžareval je izjemno pozitivno energijo. Leta 1959 se je poročil z Ano, imel 3 hčere, ki so nadaljevale družinsko glasbeno tradicijo, ki se zdaj prenaša tudi na vnuke. Neuwirthov opus obsega več kot 370 skladb in aranžmajev za pihalne orkestre, okoli 130 priredb drugih avtorjev ter približno 100 lastnih skladb za zbor. Bil je odličen pozavnist in baritonist ter izjemno predan glasbenik, ki je redno skladal in vadil. Za njim ostaja bogat skladateljski opus in nepozabne melodije, s katerimi se je trajno zapisal v slovensko glasbeno in kulturno zgodovino. Tone Neuwirth bi bil 9. januarja 2026 praznoval svoj 90. rojstni dan. Ravno na ta dan je bil na pobudo družine Neuwirth v dvorani Union koncert, ki so ga pripravili Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Maribor in Pesnica pri Mariboru, Brass Band Slovenija ter družina Neuwirth. V večeru polnem emocij in spominov je bilo zaznati, da Tone Neuwirth pravzaprav še zmeraj živi. Živi v notah, v glasbi, živi v spominih. Naj bo najvišje priznanje zveze, ki ga s spoštovanjem izročamo družini, trajen poklon njegovemu življenju in delu.
Njegova zapuščina bo ostala del naše kulturne dediščine. Naj bodo današnja priznanja opomnik, da kultura ne nastaja sama od sebe, temveč skozi ljudi, ki zvesto posvečajo del svojega življenja in ga s tem podarijo vsem nam. Ko človeka ni več, njegovo delo ne utihne. Sled, ki opusti predano ustvarjanje, ostane zapisana v ljudeh, skupnosti in času. Kultura živi naprej kot spomin, kot vrednota in kot navdih. Spoštovani obiskovalci, zahvaljujemo se vam za vaš obisk. Skupaj smo počastili slovenski kulturni praznik ter dali vedeti, da je ustvarjalnost na področju kulture v občinah Kungota, Pesnica in Šentilj živa in močna. Naše druženje pa nadaljujemo ob pogostitvi ob kozarčku rujne kapljice, nazdravimo letošnjim nagrajencem in izkoristimo čas za povezovanje in snovanje novih načrtov. Dobitnike priznanj in županjo in podžupanjo prosim, da se še najprej zberejo na odru za skupinsko fotografijo. Lep večer še naprej. Z vami sem bila Ana Jelenko. Hvala in nasvidenje.